Katedra za botaniko je bila skupaj z univerzo ustanovljena že leta 1919. Danes skupaj s fiziologijo rastlin proučujemo predvsem zgradbo in delovanje rastlin in njihovo diverziteto. Večino študijskega procesa izvedemo za študente biologije na prvi in drugi stopnji na naši fakulteti in tudi drugih ljubljanskih fakultetah. In glede na naša ožja področja dela smo razdeljeni na 3 skupine: za splošno, za sistematsko botaniko in za fiziologijo rastlin. Splošna botanika je temelj rastlinske biologije, zato nas študenti spoznajo že v prvem letniku študija. Delo poteka v botanični vajalnici, kjer ima vsak študent na razpolago svoj mikroskop in stereolupo za analiziranje zgradbe rastlin. Študenti svoje znanje o rastlinah dopolnijo lahko tudi pri izbirnih predmetih Rastline in človek ali pa projektno delo, ko se priključijo eksperimentalnemu delu v našem laboratoriju. Svoje znanje o rastlinah pa posredujemo tudi osnovnošolcem in gimnazijcem v učbenikih za naravoslovje oziroma biologijo. Naše raziskave so povezane s slovensko floro, ugotavljamo velikost jedrnega genoma in izvajamo kariološke analize. Mikroskop nam kot glavno orodje služi tudi pri preučevanju celičnih sprememb med razvojem tkiv in organov, na primer razvoj semen, proces odpadanja listov in cvetov, alelopatske interakcije, invazivnih dresnikov. In invazivne vrste smo uporabili tudi kot vir biološko aktivnih izvlečkov in potrdili njihovo protiglivno delovanje proti nekaterim plesnim. Že kot študenti se nam torej lahko priključite pri našem raziskovalnem, pa tudi strokovnem delu. Ena od takih aktivnosti je vsakoletni mednarodni dan očarljivih rastlin, ko znanosti v rastlinah interaktivno predstavljamo slovenskim osnovnošolcem. Torej, raziskovalna skupina za sistematsko botaniko se v pedagoškem procesu vključuje predvsem v drugem letniku s predmetom sistematska botanika. V okviru tega predmeta in nekaterih povezanih predmetov kot terensko delo iz botanike in zoologije so pa izvedene tudi terenske vaje v različnih delih Slovenije in izdelava individualnega herbarija. Poleg tega sodelujemo še pri nekaterih drugih predmetih, na prvi stopnji pri naravovarstveni praksi in pri predmetu Rastline in človek, na drugi stopnji pa pri predmetu biogeografija. Naše raziskovalno delo se tiče predvsem raziskav flore Slovenije, ukvarjamo se s samo floristiko, z nekaterimi biogeografskimi analizami, zadnja leta pa predvsem veliko s tujerodnimi invazivnimi vrstami, po čemer smo verjetno prepoznavni tudi v javnosti. V skupini za fiziologijo rastlin študente seznanimo s procesi, ki rastlinam omogočajo rast in razvoj, komunikacijo z drugimi organizmi in odgovore na razmere v okolju. Raziskovalno se člani skupine za fiziologijo rastlin vključujemo v reševanje problematike kvalitetne in varne hrane. Raziskujemo pomen rastlinskih interakcij za sonaravno pridelavo. Odkrivamo možnosti za odstranjevanje posledic onesnaževanja okolja s pomočjo rastlin. V raziskovalnih izzivih se povezujemo z vrhunskimi znanstveniki doma in po svetu. Največji znanstveni dosežki skupine za fiziologijo rastlin se odražajo v vodenju številnih domačih in mednarodnih znanstvenih raziskav, v objavah v mednarodnih revijah, s pomembnim dejavnikom vpliva in v prenosu znanstvenih spoznanj v prakso. V pedagoškem procesu študente spodbujamo k samostojnemu raziskovanju v okviru projektnega dela. Vajalnica skupine za fiziologijo rastlin je sodobno opremljena in omogoča zbiranje podatkov z uporabo najnovejše informacijsko-komunikacijske tehnologije. Zbrane podatke študentskih raziskav objavimo v študentski reviji z naslovom Collectanea Studentium Physiologiae Plantarum. S pedagoškim delom sooblikujemo zavedanje mladih generacij naravoslovcev o pomenu rastlin za okolje in zdravje človeka. Sodelujemo tudi pri ozaveščanju javnosti o mestu, ki rastlinam pripada v sodobni slovenski družbi.